da je toplota ljubezni dobrote, ki je med nami. Zadnjo delo, ki se je opravilo pri klopeh, pa je tudi nova obloga, tapiciranje, da se lahko na mehkem in na lepem tudi sedi. Tukaj spredaj ne, je takole čist navadna delca, ampak v cerkveni ladji so pa tudi tapicirane. Ob teh novih stvarih pa je prav, da se v hvaležnosti obrnemo tudi Bogu in ga prosimo za blagoslov našega dela, da bi to, kar imamo, res Bogu v čast najbolj dobrobit služilo. Pred blagoslovom pa prisluhnimo, kako je zapisal v pismu apostol Jakov. Bratje in sestre, kdo med vami je moder in razumen? Z lepim življenjem naj pokaže svoja dela, storjena v modrosti in krotkostju. Taka modrost prihaja od zgoraj, ker je najprej čista, potem miroljubna, prizanesljiva, poslušna, polna usmiljenja in dobrih del, nepristranska in brez hinavščin. Sad pravičnosti pa se seje v miru tistim, ki delajo za mir. To je Božja beseda. V duhu se pridružimo blagoslovni molitvi za nove, obnovljene klopi. Molimo. Gospod, sveti Oče, slavimo Te. Svojega Sina si poslal na svet, da bi zedinil ljudi, ki jih je greh razdvojil in razhodil. Tako je postal vsem, ki jih druži isti dom, tudi pastir in vrata. Tebe torej, Gospod, ponižno prosimo, blagoslovi te obnovljene klopi. Naj vsi, ki jih bodo porabljali v tem svetišču, dobijo po zvestih molitvah obilje Tvojih milosti in pomoči. Naj se z vsakim obiskom tega svetišča posvečuje naše življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Z molitvijo prosimo tudi za blagoslov novega sistema ogrevanja. Molimo, vsemogočni Bog, zaupal si nam svoje varstvo, dal si nam razum in moč, da lahko svojim znanjem in delom svojih rok spreminjamo obličje zemlje ter nadaljujemo delo, ki si ga začel. Zahvaljujemo se Ti za dar in Te slavimo, ker brez Tebe ne moremo ničesar storiti. Zato Te prosimo, blagoslovi nov sistem ogrevanja, ki je sad mnogih ljudi, dela in prizadevanja. Naj nam bo v korist in v hvaležnost za vse Tvoje darove, ki jih prejemamo po Tvoji ljubezni v Sveti Trojici. Amen.